En lep dober večer, Tanja Skaza z vami, evo po 2 četrtkih ponovno z vami. Danes imam nekaj lepega za vas, predvsem to, ker smo včeraj imeli en čudovit dogodek. Slovenian Business Club imel festival podjetništva, bilo je več kot 540 ljudi, 540 gospodarstvenikov, gospodarstvenic, mešano. Moram priznati, da vedno več je tudi žensk, kar me tudi zelo veseli, da tudi ženske se udeležujejo takih dogodkov, kajti dober posel se dela človek človekom, human to human, in to, ko se naučimo, potem vemo, da na dogodkih lahko delamo posel, oziroma tam ga ne delamo, tam se spoznavamo, da lahko potem čez čas naredimo posel. In se mi danes dela tako ena dobra misel, da jo podelim z vami, ki jo je vse veste, takrat, ko človek umre, takrat začnejo biti te osebe, citati, dosti bolj pomembni, imajo neko vlogo v tem našem življenju. In včasih se vprašamo, zakaj ne bi tudi od teh živih, ki so danes živi, vzeli kak citat. Jaz srčno upam, da vzamete. Jaz poskušam od vsake osebe, ki je boljša, uspešnejša od mene, ki je boljša na določenih področjih, poskušam najti kakšne aha momente, kaj je to osebo naredilo takšno, oziroma to, kdor je ena. Zakaj je takšna, kot je? Ok, en citat, ki ga včeraj nisem uspela podeliti na festivalu, ker smo že malce zamujali in potem, ampak vseeno sem pa celo zgodbo, delala sem tudi pogovor z Jocem Pečečnikom. Jaz resnično od vsake osebe, katero sem jo občudovala ali pa katero jo občudujem, vzamem samo dobre stvari. To meni, iščem vedno dobro v njih. In ko vidim dobro, takrat tudi, kar sem vam zadnji že podelila, sem vam povedala, da oseba, ko išče dobro v ljudeh, pomeni, da tudi dobro vidi v sebi. In takrat se potem prenehaš obremenjevati s tem, kaj drugi mislijo o tebi, ker v resnici tak in tak ne mislijo o tebi, oni v resnici govorijo o sebi. In od Gandija citat, ne vem, če sem ga napisala ali ga nisem, od Bude. Gandijev citat, po mojem, si bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu, tisto sem danes zjutraj dala noter na post, ki sem podelila naš festival, bi pa rada podelila z vami. Vaše misli postanejo besede in vaše besede imajo moč zdraviti ali škodovati. Izbira je vaša. Vi se odločite, kako hočete nekoga predstaviti, na dober način ali na slab. In včeraj se mi je točno to zgodilo, da so me povabili k govoru, novinarji za televizijo, in nisem mogla nič govoriti. Nič nisem mogla govoriti. Me je vprašal, a bomo govorila o tem? Ne. O Trumpu, ki je pač zmagal? Ne. A bomo govorili o vladi? Ne. A bomo govorili, ne vem, nič ne morem govoriti. Zakaj ne morem govoriti? Zato, ker so vse teme večinoma na televiziji usmerjene v to, da nekdo nekoga kritizira, nekaj pove, kaj se od nekoga pričakuje. In tudi moj dialog z Jocem Pečečnikom je bil usmerjen v to smer, da ko kritiziramo druge, v resnici govorimo o sebi, ne govorimo o njih. In ko vsi mislimo, da morajo vsi drugi nekaj narediti, najprej začnimo pri sebi delati. In ko delamo spremembe pri sebi, avtomatsko tudi vidimo vpliv, zato ker ti ljudje okoli nas postanejo drugačni. Vse vidimo drugače. Vidimo, da živimo v čudoviti deželi. Zadnjič mi je ena stranka rekla, da odkar je začela sprejemati sebe, da tudi opaža, da sprejema okolje, v katerem živi. Eno zgodbo podelim s tistimi, poskušam resnično, sedaj bom manj, rečemo, da delam novo strategijo, kjer bom manj se pojavljala na socialnih omrežjih, ampak takrat, ko bom prišla na socialna omrežja, bom poskušala vam vsaj tisto, kar vam napišem, upam, da naredi nek aha moment na vas. Ampak poskušala bom delati na globini s strankami, oziroma tisti, ki bodo na moji mailing listi, da bodo dobivali tudi iskrene zapise, iskrene zgodbe, kakšne transformacije lahko oseba naredi na sebi, ko začne v resnici delati na sebi, se sprejemati, odpuščati,
si postaviti strategijo, postaviti neke cilje, spoznavati, kako lahko naredi spremembo na sebi, kaj s svojimi rituali in tako naprej. No, ampak dajmo se dotakniti tega, kar sem zdaj povedala, bom še enkrat povedala, da pa me kaj zanese, ženska. To si zdaj štejem v čast. In to moram priznati, da včeraj na dogodku so vsi prišli k meni, ker je bilo marsikdo pa me je za to pohvalil, ker sem bila pristna, točno taka, kot sem. Ne vem, to naravno, ker ni življenje popolno. Živimo v nepopolnosti, to je kot voda, moramo pač tako pluti. In naprimer, če se zmotimo, če hočemo kaj drugače povedati, moramo biti to, kdo smo. Ne pa zdaj tako, da mora biti vse uradno. Mi smo samo ljudje, vsi smo samo ljudje, delamo najbolje, kar zmoremo. In vsak naredi po svojih najboljših močeh. In ko se to vprašamo in rečemo, pa rečemo, res je življenje lahko preprosto. Nihče drug vas ne more usrečiti kot vi sami sebe. In nihče drug vas ne bo videl najbolje kot vi sami sebe. Lahko ste vi perfekt. In nekdo bo rekel, mogoče je bila prestroga, mogoče je bila preveč takšna in drugačna. Vi morate oceniti se, kako se počutite. In jaz sem se včeraj top počutila, odlično je bil speljan dogodek, res krasno, super smo se imeli, razpoloženje na koncu, še vedno na vrhuncu, tako kot mora biti, res. Bom še enkrat povedala citat, pa bomo potem iz tega citata. Kar pomeni, vaše misli, prosim poslušajmo, vaše misli postanejo besede in vaše besede imajo moč zdraviti ali povzročiti škodo. Izbira je vaša. Besede lahko povzročijo škodo ali zdravijo. Ko pa besede postanejo, ko so pa besede resnične, iskrene, prijazne, oh my god, takrat pa lahko mi spreminjamo svet. Dobro, mogoče da povem, na kaj tu mislim. Vsakemu od vas lahko pošljem eno novico in iz te novice bo vsak vzel tisto, kar so njegove misli. Se vemo, naše misli ustvarjajo naše besede. Naše besede se pa potem pokažejo v dejanjih. Ali pa samo misli ustvarjajo naša dejanja. Lahko smo srečni, zadovoljni, navzven, če smo navznotri nemirni, se to opazi na naših dejanjih. Ena stranka mi je pred časom rekla, sliko, katero sem objavila gor, po dolgem času sem naredila sliko, ki me je slikal moj mož tako na zunaj poleti. In je rekla, deluješ pristna, ampak zaskrbljena. In res je to, in je res bilo to, to pomeni, izražam se, vidite me vedno takšno, kot sem. Ko sem sproščena, danes upam, da me vidite, da sem zelo sproščena, malce utrujena, ampak sproščena. Ne znam tega poker facea narediti gor, aha, ok, zdaj si top, zdaj jaz pač pokažem, ko sem žalostna, ko sem razočarana, ko sem jezna, ko sem vesela, ko sem notranje mirna, dejansko pokažem skozi svojo mimiko, kdo sem. No in zdaj podelimo, še enkrat gremo na informacijo. Če bi en članek vam dala, vsem vam, kdorkoli prebere ta članek, bi vsak iz tega članka vzel tisto, kar je zanimivo zanj. Tisto, kar se najde, kar so njegove misli, kar so njegove besede. Nekdo bi prebral iz enega članka, če bi bilo napisano, gospa je naredila to pa to spremembo, nekdo bi, naprimer, zataknila se je tam in tam, nekdo bi prebral to, da se je zataknila, poglej, kaj se je zgodilo, nekdo bi prebral, kako je naredila spremembo, nekdo bi pogledal njen postopek, proces, vsak bi prebral tisto, kar izražajo, oziroma kar je v njegovem hard disku, tole noter se, in to prebere v resnici, kakšen je. No in zato sem delila ta citat, da mi lahko vsako osebo, kjerkoli, ko ga predstavljamo, ampak vemo, da smo zelo dosto usmerjeni v to, kaj si drugi mislijo. Naprimer, če je moja najboljša prijateljica in najboljša prijateljica mi pač pove o eni osebi to in to in to, in glede na to, da mi ona to pove, ker jo zaupam, ker jo imam rada, bom to sprejela. In to sprejmem. Ampak kaj je to prav? Ne, ni prav. Vsak od nas mora sam znati oceniti osebo. Vendar mi zaupamo prijateljici, prijatelju, zaradi tega, ker računamo, da nas vidi lepo v lepi luči
nas vidi lepo v lepo luči in da bo prav tako vse iskreno tudi povedala za to osebo. Upam, da ste me razumeli, da lahko predstavimo osebo na lep način ali točno tako, da besede škodijo. In to je tisto, kar sem tudi vam želela povedati, da ko sem pred televizijo, ko so me povabili v pogovor, smisla, pa kaj bom jaz s njim govorila, ko me te 50% ljudi ne bo razumeli. Da jim naj rečem, da naj prenehajmo že za Božjo voljo kritizirati druge, ker kritiziramo sebe. Ta svet bi bil 10-krat lepši, če bi vsak samo najdel najprej 3 dobre stvari, zakaj je dobro, da smo tukaj, kako lep planet imamo, kako lepo življenje imamo. To, ko si lahko privoščimo, zdaj si še nikoli nismo mogli privoščiti. Naši otroci imajo to, kar mi sploh nismo imeli. Dragi moji, moja generacija, mi smo si mogli nekaj prislužiti sami. To pomeni, smo se mogli, da si kupil prvi avto, si mogel delati. Danes otroci tekle dobijo avto, telefone, imajo vsi iPhone, najboljše telefone, najboljše računalnike, oblečeni so v znamke. Jaz sem si prvo znamko brand kupila, ker sem dobila svoj denar, pa še takrat si nisem kupila prvo, ampak ko sem že imela malce več, ko sem se, ne vem, mi je bilo tudi najprej škoda da toliko denarja. Potem sem se pa začela zavedati, v redu je, če bom imela pa ta kos, pa mogoče ne bom rabila več toliko. Ampak danes vse imamo, obilja je vse povsod, od hrane, karkoli si zaželimo, lahko gremo kupiti v trgovino. Mi smo hodili v trgovino ob sobotah. Kdaj ste vi hodili v trgovino? No, in zaradi tega, ker imamo toliko vsega, sem prepričana, da smo premalo hvaležni in potem se nam to zdi samoumevno in bi kar še in še in še. In pol, ker bi še in še in še in mogoče nimamo nekih idej, začnemo iskati pri drugih, če so drugi uspešni, začnemo iskati, namesto pogledamo, zakaj je prišel do tega uspeha ali pa kako se je zgodilo, da se je to zgodilo, mi začnemo iskati in biti kritični, to je že se nekaj zgodilo, to je že nek posel dobil, to je že nekaj tam podpisal, kar podpisal in sem in tja. In na tak način lahko mogoče kateri osebi zelo škodimo. V resnici se je boril, vse mečemo v isti koš, podjetniki so vsi v istem košu, vsi so tajkuni, jaz srčno upam, da tako to ne vidite, ampak da veste, da podjetniki se tudi nagrajajo, redko kateri podjetnik ob 2 pride domov, pa se usede, pa gre na kavča. Ampak večinoma vsak je uspešen, ne glede na to, tudi če pride ob 2 domov, ustvarja, razmišlja, kako bi lahko bilo boljše v podjetju ali v njegovem oddelku, razmišlja in je usmerjen v to, da nekaj spremeni. In glede na to, da se začnemo zavedati tega, da se začnemo zavedati, ne bom iskal izzive, ampak bom iskal rešitve za te izzive, je čisto enako pri ljudeh, do ljudeh. Kadarkoli, koga spoznate, imate priložnost kom delati, iščite dobre stvari pri tej osebi, ne iščite slabih, res ne. Včeraj so mi rekli na konferenci, kako da bi mogla iti v politiko, kako znam jaz vse tako lepo dati na pedestal. In res je. Res znam dati ljudi na pedestal. Marsikomu sem pomagala zgraditi blagovno znamko. Marsikomu sem ga postavila tako, da sem mu ljudem pokazala, kdo v resnici je. Ampak veste, zakaj je to tako? Zato, ker jaz tako vidim te ljudi. Sem se pa eno stvar zavedala, zdaj se zavedam. To se mi je zgodilo 2 meseca nazaj. A veste, ko vi nekoga vidite, da bi ta oseba lahko bila to in to in to. Vi ga vidite v tej vlogi, ampak kaj pa, če ta oseba tega ne zmore? Kaj, če pa ta oseba ni namenjena, da bi karkoli spreminjala, vi pa podajate in ji postajate na pedestal in ji rečete, ti zmoreš to in to in to. In če oseba tega ne zmore, jo potisnemo samo v krč in v resnici krčo ona ne more biti uspešna. Ok, da naredim rezime pogovora, ker če ne bom spet zašla. Vi se odločite, kako predstavite kogarkoli. Lepo prosim, zavedajte se, da včasih zato
včasih lahko naredite ljudem takšno krivico, čisto po nepotrebnem, zato ker se pojavljajo vaši strahovi in potem delite te vaše strahove, namesto da znate povedati. Če znate povedati kaj lepega za osebo, povejte, če pa to pomeni, mu pomagate, če pa ne znate, pa raje obmoknite, brez veze, ko pa mu delate škodo. Ker v resnici ne delate njemu škodo, njemu nič ne delate na tak način, da sebi še večjo škodo delate. Večjo škodo. Ker to, kar poveste slabo za osebo, v resnici govorite slabo o sebi in potem slejko pred se vam vrne. Ne gre drugače. Karma is bitch, to pa bom povedala po resnici, karma vedno prije nazaj. Če nimate kaj zapovedati, ne govoriti. Tretja zadeva, ko postavljate ljudi, tudi če jih daste na pedestal, jih dajete zato na pedestal, ker jih vi tako vidite, ker vi vidite v ljudeh same dobre stvari. Ko berete članek, bodite pozorni na to, kaj berete, kaj vidite. Jaz sem že pozorna, ko napišem en članek, pa napišem kak del moje zgodbe. Res. Pa nekdo, ja, je bilo težko, ali pa pri člankih, my God, če zdaj ne morem verjeti, tisti Olov članek, še zdaj kroži, še zdaj me ljudje ustavijo. Tam noč so me opisali kot čisto žrtev, jaz pa v resnici nimam nič vloge žrtve, jaz sem samo hotela podeliti, kako človek lahko zraste, da ne glede na to, kdo ga je rodil, bodimo hvaležni za Božjo voljo, bodite hvaležni vašim staršem, ne glede na to, kakšni so, ker zaradi njih imate vi življenje, ste tukaj, ker če ne, vas ne bi bili živi. In če se danes vprašate, če vas je strah smrti, ali pa če vas je strah nekih sprememb narediti, vedite, da vas je strah smrti, kar pomeni, zahvalite se vedno staršem, da ste tukaj, kar pomeni, da hočete živeti. To je to. Družite se s takšnimi, ki vam lahko dajo malce več uvidov, kako ste lahko vi boljša oseba. Zanimivo mi je bilo tudi to, kako lažje je delati, ne, ali pa bom drugače rekla, ko smo pripravljali dogodek za več kot 500 ljudi, mi je bilo tako mala malca, ko pa delam en moj dogodek, kjer povabim 100 ljudi, se mi pa zdi tako, a kaj še to, pa še ono, pa tako. Človek se mora odločiti točno tam, kam je usmerjena. Je usmerjena v manjše zgodbe ali v večje zgodbe. In da če se zavedate, če ste v velikih zgodbah, bodite v velikih zgodbah, delajte velike zgodbe. Če ste usmerjeni v male zgodbe, delajte male zgodbe, ker nič ni narobe. Iz malih zgodb boste prišli v velike zgodbe. Dovolite, ne dovolite. Dajte predstavljati ljudi tako, kar bi dobrega naredili, oziroma prijazno, lepo, iskreno, ne jim škodovati, ker s tem, ko boste jim dobro govorili. Če mislite, seveda, če ne mislite, ne nič govoriti. Ne nič govoriti, ker vse, kar slabo govorite, o njih govorite slabo o sebi. Nič ne govoriti, nič. Ne veste. To je najboljše. Ko me nekdo vpraša, kaj si mislim o tem, rečem, ne poznam ga osebno, vidim, v čem je res dober, kaj je znal narediti, ampak ne vem, ko ga bom spoznala, bom lahko povedala, kakšna je ta oseba. Je pa res nekaj drugega. Ali to z leti prihaja, da več ne dovoliš si slišati mnenje drugih, ampak poslušati svoje mnenje, to, kar ti sam čutiš. In naprimer, včeraj mi je bilo čudovito, naj iskreno povem, res je kraljica Tina Maze. Tako, že ko smo imeli 3 tedne nazaj prvi pogovor, ona je tako preprosta, tako srčna, pove tako kot misli, govori o ranljivosti, mislim, kako je padla, zakaj je danes tukaj, kjer je čudovita, pristna in zelo smo se skonektali, res mi je krasna. Pa ne zato, ko je zvezda, ampak zato taka, kot je. In potem človek vidi, zakaj je uspešna, zakaj je pomagalo, da se ni ozirala na ljudi, ampak da je živela sebe. Resnično. No, ampak jaz mislim, da to z leti človek tudi potem spoznava, da več ne dovoli slišati druge, kaj mislijo, ampak da dovoli slišati sebe. Tudi, če najboljša prijateljica pove nekaj o tej osebi. Ampak mogoče so njene misli takšne, vašne misli pa drugačne. In pregovor, ki se mi vedno bolj zdi, čeprav sem vedno sem ga čutila, zdaj ga pa izredno ponotranjim, res tako. Povej mi 3 osebe, s katerimi se družiš in ti bom povedal, kdo si. Oh my God, kak je močen pregovor, res je močen pregovor. In to se spomnim,
ker sem tudi imela pred časom eno prijateljico in je zelo rada, moja znanka, mislim prijateljica, še vedno imam rada, še vedno imam zelo, zelo rada. Vse prijateljice imaš rad, ampak včasih veš, kdaj je korak narediti naprej. Ko je vedno mi rada govorila prvo o drugih. In pa sem se spraševala, če tako rada govori o drugih, pomeni, da tudi zelo rada govori o meni. Ne more biti drugače, ker je to isti vzorec, ki se pretaka. In to je res. Tako da, upam, da sem vam danes kaj takega povedala. Glejte, se iz tega ženskega pogovora, mojega monologa, ki sem ga vam dala, če 3 dobre misli potegnete, havš, kako rečem, da ste naredili več kot odlično. Spomnite se, zdaj ne vem kaj, spomnite se, da ko vidite eno osebo, ko jo najprej spoznate, ali je to v službi, ali je to v prijateljstvu, ali je to v partnerstvu, v poslovnem partnerstvu, osebnem partnerstvu, marsikdaj pozabljamo tisti prvi trenutek, prvi dogodek, zakaj nam je bila ta oseba všeč, zakaj smo stopili v njen, zakaj smo stopili v kontakt, zakaj delamo posel. In potem se zaciklamo v eni taki čist nepotrebni stvari, naprimer nekaj ne gre po godu in pol, ker mislimo, nič ni vredno. Seveda je, se nekje zatikajo in to je življenje. Tudi, če sem iskrena, po moje, vsi tisti, ki živite 25 let ali pa 30 let s partnerjem, jaz sem prepričana, da niso vsa leta bila krasna, čudovita, da je v vseh teh letih bilo tudi malce ali pa ne v letih, v dnevi kakšen nemir, kakšno razočaranje, kakšna jeza. Vsi moramo iti čez preizkušnje, ker če gremo čez preizkušnje, to samo pomeni, da rastemo, da se razvijamo, da smo usmerjeni naprej, da vidimo priložnosti za izboljšavo. Če pa je vse to tako mirno, pa še mogoče sploh nismo začeli živeti. Tako da je treba šele delati korake. En krasen večer vam želim, lepo se imejte, delajte lep svet, delali ga boste na tak način, če boste iskreni do sebe in s tem tudi iskreni do drugih. Spomnite se, da ko gre iz srca, ko grejo besede, takrat jih slišite, ko pa se govorijo iz uma, pa mogoče jih sploh ne slišite, bla, pa v resnici sploh ne veste, kaj je človek povedal. In tudi obratno, tisti, ki so direktno v srcu, slišijo srčnost, tisti, ki so v umu, slišijo umskost. Tako da, vi se odločite, kakšno pot boste izbrali v življenju, da boste bolj srečni, da boste bolj veseli in zadovoljni. Moja akademija je odprta, 5. generacija. Akademija je odprta, predvsem, kar se boste učili to, kar že vse veste, kar je znotraj vas, samo da vas opomnim, kako ste lahko vedno bolj pristni, kako ne rabite nikogar drugega osrečevati kot sebe, ampak na tej poti, verjamte mi, boste šli skozi bolečine in naj vam povem, toliko teh bolečin sem že imela in vsakeč, ko pride do bolečine, namesto da se vprašam, pa rečem, ok, koliko časa bo trajala ta bolečina, v redu 3 dni, del predihi, preglej vse, pa pol se še vedno malo zataknem, ampak vsakič sem iz te bolečine nazaj, ko grem skozi to, pa rečem, oh my god, kak blessing, in vedno sem hvaležna, iz srca hvaležna, globoko hvaležna vsem tem osebam, ki mi naredijo to bolečino in jim pošiljam ljubezen, ne vem kateri, bi jaz tudi vam podelila, ker je bilo zelo dobro. A ne vem, je to Bob Proctor, ne vem, en močen guru je rekel, kako je poskušal, če se bo katera spomnila, ali pa kdo od vas spomnil, bi bilo dobro, da napiše, kako se začne dan. Da res ostaneš, da tudi ko pride do izzivov, da znaš sprejeti izzive, pa da rečeš, ok, lepa, če je samo en izziv, ena bolečina, lahko da bo na 1, lahko da bo na 5, lahko pa bo na 10, ampak v redu, jo bom predihal, že grem mimo. Kako naredite? Vsako jutro resnično hvaležnost. Hvaležnost pomaga, odpira, postanete drugačni, vidite svet drugačen in veste, da so vrata odprta, ker jih ne zapirate. In potem te hvaležnosti je bilo ful zanimivo, katero jaz nisem dajala. Vsi tisti ljudje, ki so vam naredili bolečino, v resnici so vam naredili, bodite jim hvaležni, ker so vam naredili veliko nagrado. Zaradi njih rastete in zaradi njih ste boljša oseba. Pošiljajte jim ljubezen. Zberite 5 oseb, ki jim želite poslati ljubezen. Ker vsaki na začetku bo težko, na začetku bo ful boleče, oh my god, zdaj taka bolečina, zdaj pa naj pošiljam ljubezen, pa naj vam povem,
tako se splača, tako je dobro, tako gre. Mogoče prve 4-5 dni je težje, potem gre pa takole. Evo, toliko za zaključek. En lep večer. Upam, da nisem bila predolga.